Prvi parametri kažejo to, da so sladkorji seveda optimalni, kisline trenutno tudi še, res pa je, da izpleni pa so kar močno zmanjšani napram recimo lanskega leta, ne, ko smo se pogovarjali tudi o 70% izplenu, letos tam, kjer so trte na kakem laporju, pesku, torej bolj zahtevnih tleh, so tudi 50% izpleni. Kolegi iz Goriških Brd so nam poročali o 35% izplenu, ne, to pomeni, da so trgali rozine dejansko, ne, to pa potem zelo zmanjša količino pridelka, ne. To lahko najbolj pripišemo suši, verjetno. Ja, zagotovo suša. Letos je dejansko celotna kmetijska panoga bila potisnjena do ekstrema. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, po dolgem času, ne tako dolgem, ampak vseeno nekaj tednov je že, sem z vami znova Miha Dajčman. To je podcast, na katerega vas vabimo, da se naročite, da boste obveščeni ob izdaji vsake naslednje epizode in zdaj sledi obljuba. Kmalu, že v naslednjem tednu se znova vračamo v vašo družbo vsakodnevno, torej poletnega spanca je za nas konec in če smo aktualni, lahko rečemo, da smo imeli eno tako karenco. Več o tem, kaj to je, pa nam bo razložil naš današnji gost. Marko Breznik je z nami, vinogradnik, sicer pa vinogradniški svetovalec na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Marko, zdravo. Zdravo. Zdaj kar razloži, kaj je to karenca. Ja, karenca je tisto obdobje, dokler nekako še ne smemo grozdja potrgati, namreč karenco imajo različna fitofarmacevtska sredstva in to je obdobje, da pač ta koncentracija fitofarmacevtskih sredstev pade pod tisto zaznavno mejo. In to je obdobje, ko imam mogoče v letu celo vinogradnik najmanj dela, je ta? Ja, to je obdobje tam 3 tedne minimalno, ne, ko se pač čaka na trgatev. Vemo pa, da več daljše obdobje od zadnjega škropljenja do trgatve boljše je. Tako, letos je trgatev rekordno hitra, ne, gremo kar na to vprašanje. Danes smo te odtrgali od vaše trgatve doma, torej pri Breznikovih, ampak pol dela se opravi tako, da se določi, kdo kaj naredi, ne. Sicer pa ja, imaš tudi druge obveznosti, ampak ja, zakaj tako zgodaj trgatev? Recimo pred 3-4 tedni sem jaz Večeru že poročal o tem, da so v nekaterih predelih Francije trgali že torej 15. julija, kar je za seveda severno poloblo nekaj neverjetnega in v 200 letih recimo, kar imajo zabeleženo v Franciji, pač tako zgodnje trgatve ni bilo. Zdaj se nam to dogaja tudi pri nas, v bistvu. Je to najbolj zgodnja trgatev? Zagotovo bo ena najbolj zgodnejših. Trenutno velja letnik 2003 za tistega najbolj zgodnejšega, tako da tu smo zdaj plus minus kakšen dan, je pa eden najbolj ranih zagotovo. Za penine praviš, da smo že v bistvu mimo tega obdobja. Kaj kažejo prvi grozdje odtrgani? Ja, zdaj čisto odvisno, kje se nahajamo, v vinorodni deželi. Za penine, torej od tam, kjer jaz prihajam, Srednje Slovenske gorice, Ormož, Radgona, trenutno potekajo trgatve za penino v polnem teku. So trgatve za penino v polnem teku, medtem tale mariborski Podokolež, pa ta podpohorski predel pa bo začel s trgatvijo za penine zdaj v naslednjih dnevih. Tako da je malenkostna razlika seveda med posameznimi podokoleši. Zdaj prvi parametri kažejo to, da so sladkorji seveda optimalni, kisline trenutno tudi še, res pa je, da izpleni pa so kar močno zmanjšani napram recimo lanskega leta, ne, ko smo se pogovarjali tudi o 70% izplenu. Letos tam, kjer so trte na kakem laporju, pesku, torej bolj zahtevnih tleh, so tudi 50% izpleni. Kolegi iz Goriških Brd so nam poročali o 35% izplenu, ne, to pomeni, da so trgali rozine dejansko, ne, to pa potem zelo zmanjša količino pridelka, ne. To lahko najbolj pripišemo suši, verjetno. Ja, zagotovo suša. Letos je dejansko celotna kmetijska panoga bila potisnjena do ekstrema, ne. Določene kulture, ki so še sedaj zunaj na njivah, niso zdržale tega sušnega stresa, trta pa je glih na meji.
na določenih legah že opažamo močan sušni stres, dejansko tudi pridelki so v celoti propadli ali pa so zelo slabe kvalitete. Tam, kjer so še malenkost težja tla z več organske snovi, pa so pridelki dokaj normalni. Mislim, še ni opažen ta sušni stres v tako velikem ekstremu, ne. Videli smo te v nekaj prispevkih, kjer si v bistvu bil v vinogradu, ki je popolnoma izsušen. Ja. Kaj se zgodi takrat, oziroma zakaj pride do tega in kaj recimo vinogradnik mora storiti, da reši ta vinograd? Ja, to je odziv rastline, ko je dejansko pomanjkanje vode tako ekstremno, je prvi odziv ta, da začne jemati vodo, vlago iz samih jagod, zato začnejo seveda te veneti. Kasneje, ko še te vode zmanjka, seveda, pa začne rastlina popolnoma propadati. Zdaj, edino, kaj ostane vinogradniku v takem primeru, je, da vso to grozdje zmeče na tla, ne. Saj to grozdje ni niti primerno za predelavo, ampak rešimo pa rastlino, ne, torej, da se ona normalno nekako zaključi to pač fazo zorenja in da pride pač do faze mirovanja, ne, če tako enostavno povemo. Da je pol tudi v naslednjem letu nekako čisto normalna funkcionalnost take rastline, ne. Obstaja kakšna ocena, koliko takšnega grozdja je recimo na našem koncu, ali gre za neke posamezne primere mlajših vinogradov? Ja, tako kot si rekel, ne, gre predvsem za določene primere, kjer so vinogradi na laporju, na pesku, pa da so še mladi, torej mladi vinogradi tam do 10. leta starosti, kar trpijo sušo, ne. Zdaj, ta vinograd, kaj si ga omenil, je čisto tu v neposredni bližini, ne, v Limbušu. Vendar takih vinogradov najdemo tudi v Halozah, v Ormoško-Ljutomerskih goricah, potem tudi v Lendavi, tako da je kar ta razširjenost te sušnega stresa kar močna, ne. Na dan najinega snemanja trgate tudi pri vas doma. Ja. Temperature danes se bodo kar visoko povzpele, mogoče malo pojasni, kako vpliva na proces trgatve in potem seveda tudi na kletarjenje to, da so temperature res visoke ob sami trgatvi. Včasih smo trgali, ko sem jaz bil majhen, oktobra, ne. Skoraj do snegu, ja. Ja, zdaj pa so pač te temperature skoraj že deloma otežujejo sam proces trganja, zato ker so tudi ljudje izmučeni. Ampak najbolj pa seveda ta temperatura vpliva na pridelek. Ja, Miha, že dejansko si skoraj dopovedal vse, ne. Visoke temperature v času trgatve so še dodatna težava, s katero se sedaj soočajo vinogradniki. Pač pridelek je zrel za trgato in ga je potrebno potrgati, ne. Prva stvar je, kar lahko naredimo, da pač gremo zelo zgodaj v trgatev. Zdaj, če trgamo z ljudmi, smo nekako predvsem fokusirani na tiste prve zgodnje ure. Trgatev poteka do 12. ure in se zaključi, ne. Nekateri še celo prej zaključijo. Nekateri vinogradniki, teh je vedno več, pa so sedaj že opremljeni tudi s kombajni za strojno trgatev, ne. Tam pa lahko trgatev tudi recimo poteka tekom večera brez problema. Pomembno predvsem za predelavo grozdja je to, da pač pride grozdje na samo prešo čim bolj ohlajeno. To je znova en vidik teh podnebnih sprememb, kjer se nam močno povečujejo stroški, predvsem zaradi ohlajanja tega grozdnega soka, kasneje mošta, vina. In če je trgatev opravljena zgodaj, so tudi stroški ohlajanja manjši, lažje obvladujemo tisto grozdje. Pa seveda čisto vidik, mikrobiološki vidik stabilnosti, bi lahko rekli, kjer se z nizkimi temperaturami pač preprečuje, da bi se tisti grozdni sok pokvaril, začel s fermentacijo, pa bog ne daj še, da bi se začele kake druge bakterijske zadeve izvajati, ne. Bakterije imajo z višjimi temperaturami seveda veselico, ne, ja. Zakaj se pogovarjamo tukaj o trgatvi, o vinogradništvu? Zato, ker je to del naše tradicije, tudi velik pomemben del našega gospodarstva. Kako vsi ti dejavniki, recimo letošnja suša, 3-kratni vročinski val, pa začetku leta pozeba in toča, kako se to skupaj vpliva na panogo, s čim se soočate recimo vi kot svetovalci, koliko vidite tudi obupanih vinogradnikov med temi, ki spadajo pod vaše območje? Ja, soočamo se vedno
z vedno več klici na pomoč dejansko vinogradnikom oziroma svetovanja v zadnjem obdobju potekajo predvsem v smeri, kako se prilagoditi na te ekstreme. Zdaj pa bodisi je to sušni stres ali pa pojav neviht. Vidimo, da letošnje leto je eno ekstremno leto, kaj se tiče pojava toče. Skoraj da ni vinograda ali pa ni regije, ki ne bi doživela takšne ali drugačne toče. Pojav nekih bolezni škodljivcev, ki jih še 30 let nazaj niso poznali, ne. In to nekako ti faktorji sedaj so pripeljali samo panogo do res nekega ekstrema. Pozna se seveda v prvi vrsti na ekonomskem vidiku, ne, da določene zadeve, določena vina, grozdje, cena nekako je narasla v zadnjih letih. Letos je napram prejšnjega leta, ne, ni bilo nekega vidnejšega dviga cene grozdja, saj v tem trenutku ne še. Tako da ja. Pred dnevi sem poslušal eno zanimivo debato, da se lahko zgodi nekaj, kar si ne bi mogli predstavljati še pred leti, da bo iz Avstrije se kupovalo grozdje in vino. Si slišal ti kaj o tem, ker včasih je bila ta trgovina v obratni smeri? Je bila v obratni smeri, ja. Sedaj zadnja leta vidimo, da kar se je ta tok grozdja obrnil iz severa proti jugu, ne. Med drugim tudi naše grozdje se v velikih količinah prodaja pa na Hrvaško, ne. Ja, to je znova, na to zgodbo seveda treba gledati iz širšega aspekta, ne. Predvsem nemško govoreče dežele, pa tudi francosko govoreče dežele se soočajo z vedno manjšo porabo vina. Torej, Nemčija je trenutno na zgodovinsko najnižji potrošnji vina, odkar seveda spremljajo, in imajo ogromne viške. Zadeva se je sedaj začela dogajati tudi že na tem avstrijskem Štajerskem oziroma nasploh v sosednji Avstriji. In seveda Avstrijec kot avstrijski vinogradnik, kot verjetno tudi nekdo, ki zna preračunati, prvo, kar bo seveda nekako se skušal losati, bo seveda grozdje, ki je pridelano na slovenski strani, lastniki vinogradov pa so potem oni, ne. Kar nekaj takih vinogradov imamo, ki so v lasti dvolastnikov, torej so sosedje Avstrijci lastniki. To grozdje v preteklosti šlo seveda na avstrijsko stran, sedaj pa je to prvo grozdje, ki nekako se prodaja. Je na prodajo, zdaj, če bo pa dobilo kupce, pa je spet drugo vprašanje, ne. No, mogoče še tudi to, da se pove, ne, da teh vinogradov vseeno ni toliko, ne. Ko so dvolastniški. Ko so dvolastniški, ja. Koliko je dovoljeno sploh ta prodaja, ne? Ker... Ja, letošnje leto je začel veljati nov vinski zakon, ki omogoča prodajo in nakup grozdja, seveda v primeru, da nek vinogradnik ima izpad pridelka. Zdaj, v preteklih letih se je čakalo državni dekret, ki je nekako naznanil, tako imamo pa zdaj naravno katastrofo, vi ste upravičeni do nakupa grozdja. Sedaj se je tukaj malenkost omililo te pogoje. Dejansko vsako zmanjšanje pridelka, ki ga ima vinogradnik, dopušča njemu, da seveda grozdje kupi znotraj okoliša ali pa znotraj dežele. Gleda se seveda zadnje 3 najboljše letnike v 5 pridelovalnih letih, torej zadnjih 5 pridelovalnih letih. Torej to povprečje, do tega povprečja lahko dokupiš brez, da bi bil registriran kot podjetje, kot fizična oseba. Torej to razliko se da seveda dokupiti. Za izpad pridelka pa se šteje vse od suše, toče, tudi zlata trsna rumenica ponekod dela velik izpad pridelka, ne, in tale razlika se lahko skompenzira z dokupom grozdja, ne. Zdaj, ki si omenil novi zakon, ker nekaj smo lahko prebrali, laični bralci na različnih portalih, kaj se je zgodilo, torej številni sonaravni vinarji, kakorkoli jih že imenujemo, ker teh izrazov je kar nekaj, seveda so se obregnili ob ta zakon, pravijo, da lahko vpliva to na propad nekaterih vin, pridelovalcev in tako dalje. Kako ti gledaš na sestavo tega novega zakona in pa na njihove reakcije? Ja, seveda zadeva ni tako črno-bela, ne, kot se kaže. Ni nekih razlogov za ali proti. Stvar je v tem, da pač vinski zakon smo morali posodobiti. Naš zakon je bil, bomo rekli, še več kot 20 let star in nekako zahteva po posodobitvi je prišla iz strani Evropske unije, ne.
Trenutno imamo zakon, ki je v vseh okvirih podoben temu, kar imajo Nemčija, Avstrija ali pa Francija. Torej, vsi ti osnovni deli zakona so seveda narejeni. Glede na to, oziroma na to, kar si namigoval, ne, to je pač v prejšnjem zakonu bilo omogočeno, da so določena vina lahko šla na ocenitev brez organoleptične ocene. Zdaj, Kaj to pomeni? Torej, vino, ki je mogoče dajalo znak nepravilnosti nekaterih, ja, je lahko šlo skozi. ja, Če glej, po laično razložimo. ja, to je pač določen spekter vin, niso bila tu samo tale močno macerirana vina oziroma vina z podaljšano maceracijo, laično temu rečemo orange wine, ne, so bila tudi vina čisto konvencionalne pridelave, z nekaj, recimo, temi kozmetičnimi napakami, in za katera se je vedelo, da seveda na trg drugače kot pa kot v tisti najnižji kategoriji ne morejo iti, ne. In v izogib temu, da bi se pač na trgu pojavljala vina z napakami, ne, se je nekako v tem zakonu novem določilo oziroma reklo tako, zdaj pa vsa vina morajo vsaj določen del analize imeti, ne, torej, da se vsaj vidi, ali je vino primerno za na trg ali ni primerno za na trg. In ob to se nekateri zdaj spotikajo. Ja, Se ena sprememba kakšna obeta glede tega, kaj se lahko zdaj še zgodi, ker vidimo, da se zbirajo neki podpisi. ja, zdaj stvar je sledeča, ne. Zdaj mi imamo sprejet samo krovni zakon, ne. Zadaj zdaj čakamo cel kup pravilnikov, ki bodo nekako pa res določevali, ne, kaj se bo z vinom moralo dejansko delati, da bo lahko šlo v prodajo. Zdaj sami dobro vemo, ne, zdaj če ima vino Bökser, torej H2S ali pa 4-etilfenol, ni ravno pitno, ne. Taka vina načeloma naj ne bi smela biti v prodaji, ne. Se pa je vse prevečkrat dogajalo, da so se vina z napakami žal prodajala preko pač tega obvoda, ki je takrat to bilo. Da pa vprašanje, kdaj je vino naravno, kdaj je vino nenaravno, je pa čisto neumestno. Vsa vina so pridelana iz grozdja, enološki postopki so znani, so dejansko tako za ekološke kot za konvencionalne vinogradnike dokaj podobne. Zelo malo število enoloških sredstev, ki jih v konvencionalnih, bomo rekli tako pod narekovajem, ne, enologiji uporabljamo, ki naj ne bi bila dovoljena v ekološkem. Da se pa pod pojmom naravna vina dejansko nekako spodbuja, da se celotni ta enološki proces prepusti tem naravnim procesom. Torej, od spontanih fermentacij, spontanega mlečno-kislinskega vretja, to pa pol kaj narava da, ne. Včasih pelje v super smeri in lahko rečemo, imamo vina svetovnega ranga, ne, kar seveda, če gledamo dekanter ocenjevanja, so tista najvišja vina ravno takšna, ne. Včasih pa narava malo naredi po svoje, pa imamo dober kis, ne, če se pošalim. Še ena stvar je, ki jo moramo omeniti, trsna rumenica se v primerjavi z lanskim letom, ko si bil tukaj, se je razširila. Kakšne so ocene, koliko je novih trsov, ki so pristali v peči oziroma izven vinograda? Ja, na žalost moram povedati, da se situacija ne umirja. Vedno večje število okuženih trt najdemo tudi tukaj v okolici Maribora. Da se pa o res katastrofalni situaciji pogovarjamo tam v Ormožu, Ljutomeru, kjer je pa izpad števila trsov zdaj že v zadnjih letih prišel skoraj do 60-80% znotraj določenih vinogradov, že manjka trsov, ne. Veš, vsako leto 10% ali pa 15%, pa prideš na koncu do tega, da ti od 4000 trsov manjka že 3000 trsov, ne, to je 3/4, ne. V srednjih Slovenskih goricah je zadeva malenkost boljša, ampak vseeno so določeni vinogradi, ki so močno prizadeti. Nekako najbolje se drži to območje Kungote, Slovenske Bistrice in Slovenskih Konjic. Če pogledamo Štajersko Slovenijo, ves preostali del vinorodne dežele pa je dokaj v veliki krizi, ne. Za določene lege, določeni vinogradi so kar v slabem stanju, ne.
vpliv na to, seveda imajo pač neobdelani vinogradi. Kaj lahko še tisti, ki odločajo o vsem tem, naredijo? Pač še vedno je velika naloga tukaj za lastnike teh zemljišč, ne. Dogaja se nam, da ta zemljišča kupujejo včasih ljudje, ki ne obdelujejo vinogradov, pa dobivajo subvencije, mogoče pokosijo enkrat na leto, dorežejo na začetku leta, nekateri vidijo v tem zaslužek, pa se v bistvu z vinogradništvom ne ukvarjajo. Kakšen nadzor je sploh mogoč, kakšne so sploh mogoče sankcije? Ja, zdaj kar nekaj težav si naštel, ne. Da je pa seveda še vedno primarni vzrok so zemljišča, torej kmetijska zemljišča, kjer je v preteklosti bil vinograd, je bil slabo izkrčen in na tem vinogradu se sedaj razrašča divja trta oziroma podlage. Tile vinogradi seveda ne morejo niti biti obdelani, ne. Zdaj v okolici Maribora jih, bomo rekli, 102-3 lokacije, kjer kjer se taki zapuščeni vinogradi oziroma zapuščene vinogradniške površine nahajajo. Da pa neprimerno več pa je tega seveda tam v okolici Ljutomera, Ormoža in Haloz. Ja, kakšna naj bi bila ta kmetijska obdelava, da bi ne privedla do zaraščanja, je znova vprašanje, ne. Velikokrat se tukaj vključuje pol tudi še politika, ne. Potem subvencijska politika, bolj kot politika, subvencijska politika, ne. Tako da ja, pač trenutno je zakonodaja tako nastavljena, ukrepi so tako nastavljeni, da vemo, da enkratna obdelava na leto zadostuje, da pač je kmetovalec upravičen do subvencije, ne rabi pa pridelati kilograma grozdja ali pa kilograma pšenice, ne. Zdaj pa naj si vsak to tolmači po svoje, ne, ali je to prav ali ni prav, ne. Zagotovo bi lažje bilo vsem tistim, ki se trudijo nekaj pridelati, če bi dobili kaki cent več pri sami subvenciji. Za vso ostalo, bomo rekli, ekstenzivno oskrbo, ki tudi mora biti, ne. Saj zdaj, če tega ne bi bilo, bi te površine bile tako ali drugače znova prepuščene zaraščanju, ne. Pa se naj ukrepi zapeljejo drugače, da bodo seveda, veš, volk cel, ne volk cel, ovca, koza cela, pa volk sit, tako ne, veš. Vem, da že razmišljaš, kaj ti bojo sporočili od doma, Ja. kaj je vaga pokazala. Tako da ja. Gremo še na vinogradnike, koliko morajo oni v bistvu ukrepati v svojih vinogradih, tisti, ki dejansko pač obdelujejo. Imate mogoče pregled nad tem, ali ti izpolnjujemo, ja, v prvi osebi, vse te ukrepe, vse nam je zapovedano, kolikokrat se škropi proti ameriškemu škržatku. Ja, 2 ukrepa sta obvezna, ne. Eno je obvezno zatiranje in seveda tudi obvezno odstranjevanje trt. Zdaj kot svetovalna služba mi nismo kontrolni organ, mi imamo pa dokaj dober pregled nad tem, kaj se dogaja po terenu. Lahko skoraj z zagotovostjo trdimo, da skorajda vsi vinogradniki, ki so znotraj registra, seveda, izvajajo ukrepe, kaj se tiče škropljenja, kot je zapovedano, ne. Mimogrede, tudi letošnji rezultati spremljanja škržatkov v vinogradih, kjer se redno izvaja zatiranje škržatka, so super. Bomo rekli, da to, kar imamo zdaj, letošnje stanje, torej populacija v vinogradih, je mala. Tam, kjer pa se zatiranja škržatka ne izvaja, ne, ali je to zaraščen vinograd, ali je to, tudi imamo določene vinogradnike, ki se mogoče rajš tako, veš, z enim zatisnjenim očesom škropijo, ne. Ali pa recimo določene priložnostne zasaditve, kjer je, ali pa posamezne zasaditve trt, brajdice, pergole, kjer vemo, da je ta procent neizvajanja ukrepov dosti večji, pa so populacije ogromne, ne, enormne. Lahko se pogovarjamo o sumi letošnje populacije več kot 2000 škržatkov na 3 plate, ne. Prag škodljivosti pa so 4. In na žalost, če se seveda zraven take zasaditve nahaja pa en klasični vinogradnik, ki se trudi z vsemi ukrepi,
je to delo za badati, ne, skoraj za brez veze, ne. Tako da, druga plat ukrepov pa, oziroma druga vrsta ukrepov pa je odstranjevanje trt. V preteklosti smo tukaj malo zaspali, ne, tu vemo, tu so se določene napake delale, ne, in so se trte puščale v vinogradu, misleč, ja, se bo boljše, ne bo šlo naprej. In ja, iz teh nekako virov okužb se nam dejansko tale rumenica lepo počasi širi še naprej. In najbolj smotrno je, sedaj smo še v tistem optimalnem obdobju, ko se seveda te trte, če ne druga, odreže, da več ne odganjajo zeleni deli, ne. To je najmanj, kar lahko trenutno storimo, mora pa seveda vinogradnik v celoti odstraniti to rastlino do 30. marca, mislim, da je zapovedano, ne. 30. marec daleč je še do tega. Ja, ampak do takrat ne sme zelenih delov biti, ne, oziroma tudi, če pogledamo sosede Avstrijce, kakor hitro pride kontrolor v vinograd in opazi trto s simptomi rumenice, ima vinogradnik 28 dni časa, da odstrani tisto trto, ne. No, to je kar razlika, ne. To je kar razlika, ne. Predvsem še večja razlika je ta, da pri njih v kontrolo so vključeni tudi posamezna združenja vinogradnikov in posamezni vinogradniki. No, to je kot neka samokontrola. Točno tako, ki se vinogradniki en drugemu grejo kontrolirati v vinograde. Ti vinogradniki so si pridobili licenco in potem imajo večjo kontrolo nad terenom, ne. Zdaj pri nas kontrolo izvaja trenutno samo inšpekcija, ne, fitosanitarna, zdaj pa vemo, malo jih je, imajo še tudi druge kmetijske panoge, ki jih morajo kontrolirati, nismo samo vinogradniki glavni, ne, pa je tukaj še uvoz, vse zelenjave, mesa, v glavnem tega je ogromno, ne, in verjamem, da njim ni enostavno, ne. In ja, zdaj pa pridemo do tega, kaj narediti, večjo kontrolo, bomo še bolj nadzorovani ali bomo še se bolj držali nekih ukrepov, ne vem. To se zdaj čisto taka vprašanja postavljajo, ne. Dobro, nekaj sem si rekel, da te moram nujno vprašati, torej, ko smo sedeli, smo se pogovarjali o piramidi nazadnje, zdaj je piramida sčiščena. Kdaj bodo naslednji ukrepi, veš kaj, imaš kakšne informacije? Vi ste v bistvu kot svetovalci vključeni in nimate dejanske operativne vloge, čeprav razumem pri tem, ampak jaz sem pričakoval, ne, v letu volitev, da bo tu že vinograd zasajen, ne. Dejansko celotna svetovalna ekipa, ki pomaga tukaj mariborski občini oziroma pač tem, ki so zaposleni na mariborski občini, bomo rekli, smo kar zadovoljni, da nas poslušajo, ne, in ne hitimo z novo zasaditvijo. Projekt je, mislim, da bolj ali manj pripravljen, časovnica je narejena, v letošnjem letu se pričakuje ena manjša zasaditev tega bolj enostavni del piramide, ki se ga da že letos zasaditi. Torej zdaj v jeseni? V jeseni, ni problema, tudi jesenska saditev trsja gre, celo se bolj priporoča na takih ekstremnih legah. Lahko rečemo skoraj z gotovostjo, da če bi v letošnjem letu, da bi pred poletjem posadili tukaj vinograd gor, bi tukaj imeli več kot 50% izpad ceplenk, ker bi se vse enostavno posušilo. Namakati tako velikega vinograda pa skoraj da ni mogoče. Tako da ja, neka manjša zasaditev, seveda bolj protokolarne narave, se planira tukaj za mesec oktober. Potem pa bodo stekla vsa zemeljska dela, odvodnjavanja, seveda tukaj mora se projekt res dodobra izpeljati, geomehanska poročila, oziroma geomehansko poročilo je že, mislim, da narejeno. Na sami piramidi se pojavilo nekaj plazov, torej tudi to bodo mogli posanirati, ne. Tako da ni tako enostavna operacija, kot si kdo zamišlja, ne. Res pa je, da celotna piramida, kot je bila do sedaj, v vinogradu zagotovo ne bo, ne. To sem videl, te projekcije, zakaj je takšna odločitev? Gre dvoje, oziroma lahko rečemo, da je kar več razlogov, ne. Zasadil se bo tisti del oziroma tisti del piramide, ki je tudi strojno najbolj obvladljiv. To mislim, da je vsem jasno.
nekako pušča se tale najnižjo teraso, najbližje seveda hišam, ne, ki je tudi med drugim ena bolj strmih predelov piramide. Tam bodo se zasadile različne sadne vrste. Saj to ni nič novega za piramido, ne. Pred letom 85 so tudi na piramidi sadovnjaki bili, ne. Tako da se bo tako bolj kot ene vrste podaljšek parka bo postala piramida, ne, in planiranje čebeljnjak, pa določene razgledna točka in v glavnem dobra zadeva, dober projekt. Dejansko tam bo vinograd bolj protokolarne narave, torej da se da vedeti, da pač Maribor ima vinsko tradicijo, vinogradniško tradicijo, več stoletij dolgo in da piramida s svojo, mislim, da 800-letno tradicijo, ne, ko je bila prvič omenjena, pač spada in ji pritiče, da je urejena, ne. Glejte, tako kot smo imeli do sedaj, pa če ne moremo imeti in se s tem niti nismo morali ponašati, ne. Na eni strani imamo Staro trto, ogromno se govori o njej, piramida, ki je pa nekako v njeni neposredni bližini, v takem stanju, kot je bila do sedaj, pa žal ne more obstajati, ne sme obstajati, ne. Kakšne sorte bojo? Ja, dobro, tukaj pa je stvar debate, vsak ima svoje želje, tako da od Rieslinga, Chardonnaya, Chardonnaya, modri pinot. Mislim, tu bo izgleda, da bo celotni sortiment, ki ga imamo na Štajerskem, tu posajen. Pa dobro, glejte, boste lahko tudi tisti, ki se morda na sorte toliko ne poznate, boste si jih lahko pogledali, kako živo izgledajo, ne. Super. Torej, v bistvu moja napoved, da bo to pred volitvami, je bila kar dobra. Ja, mislim, da lansko leto tudi tako pogovarjali. Ja, okej, super. Okej, kmalu bo konec trgatve, ne? Bo Marko potegnil mehe. Ja, veš da. Katera viža gre najbolj takoj po koncu dela? To je deželica sonca in grozdja. Aha, viš, to pa si moram zavedeti, ker ne poznam. Ampak, ker pač pripravljamo na večero tudi, da so ljudje že opazili na naših družbenih omrežjih Večerove arhive, smo poiskali tudi stare fotografije iz 60-ih, 50-ih, 70-ih trgatev in tudi tam so ljudje veseli, nasmejani. Je trgatev še to pri nas, oziroma koliko je zdaj le še res strogo delo, koliko še vi pustite recimo pri vas doma, da je to lep dogodek? Ja, zagotovo do neke mere dopuščamo veselje, oziroma moraš dopuščati veselje. Na koncu je to praznik, kot vinogradnik ti malo odleže, ne, ko vidiš, da je grozdje potrgano, je na preši in se že vse ostalo dogaja. Zdaj, tam vinogradniške družine z večjimi hektarji zagotovo ravno vsakič ne bodo se na trepalnice metale, delale veselice iz tega. Tam, kjer pa so trgatve bolj enkratnega značaja, torej enkrat grejo v trgatev, pa verjamete, da je zelo veselo. Je pa res, da tudi kot vinogradnik sam je trgatev ena izmed možnosti, da se nekako zahvališ vsem, ki so ti delali čez leto v vinogradu. Pa seveda nekako poskrbiš tudi za svoje bodoče stranke, ne, zato se tudi na trgatev povabi najboljše prijatelje, ne. Največ vina ti spijejo prijatelji, ne, in seveda moraš jih povabiti na trgatev ali pa vsaj na prešo, ne, na preši pa še bolj veselo, tako da. Super. Ja. Se veseliš teh dni na preši, pa potem pretakanje, nočne ure, pa še služba zraven na zavodu, kako usklajuješ vse to? Ja, za mene dobro vejo, da ko pride trgatev, ne, se moj del svetovanja v vinogradništvu, torej v vinogradi, zaključi. Torej, jaz bolj ali manj svetujem za primarno pridelavo, tako da si za čase trgatev vzamem dopust. Okej. Torej smo te zavod dopusta odtrgali? Ja, danes je, drugače pa še zdaj par dni malenkost več, malo bolj delavno, še seveda neke zadeve za zaključiti, potem pa gremo veselo. Zdaj, ker so trgatve rekordno hitre, kaj bo tudi Martinovo se predstavilo? Ja, veš, to se velikokrat šali vinogradniki, tako med sabo menimo, ne. Pa tudi marsikdo nam reče, ja, zdaj bomo pa Martinovo morali praznovati meseca oktobra.
Ampak le mislim, da je 11. november tisti pravi datum, še vedno naj ostane. Je pa zanimivo, ne, za videti, pa še 20 let nazaj so za Martinovo komaj da spravili kaj vina skupaj, ne. Sedaj imamo za Martinovo že čisto skletarjeno vino, pripravljeno za polnitev. To je malenkost, je razlika, ne. Torej, saj vemo, ko smo na trgu, ne, da že so špricarji prave moči, ne. Dodajmo še, da minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju, da ne bo kdo Točno kaj tako. rekel. Seveda pa udeležite se trgatev, če vas prijatelji vinogradniki povabijo, ne. Mimogrede je težko dobiti ljudi za trgatev, pa ne pravim zdaj samo v vašem primeru, na splošno pojamra kdo od vinogradnikov, da ni ljudi, ki bi še znali delati v vinogradu, priti na trgatev. Ja, predvsem pri večjih vinogradnikih se je začelo to dogajati, ne, ker so seveda trgatve razpotegnjene, ne, čez več tednov. Ampak tudi pri večjih vinogradnikih opažamo, da so se začeli z investicijami v te kombajne, torej obiralce grozdja, ki so sedaj po tehnologiji zelo primerljivi temu, kar naredi roka, ne, in v takih letih, kot je letos, ko sploh ni problema z zdravstvenim stanjem grozdja, lahko kombajn čisto enako ali pa še boljše dejansko potrga grozdje, kot pa včasih na roke. Res pa je, da pri manjših vinogradnikih pa še to vidimo, da vseeno nekako uspejo to rešiti s sosedi, s kakimi starejšimi trgači. Zdaj v zadnjih letih se tudi cenovna politika oziroma plačilo vseh teh beračev dokaj popravilo in ni več razlike med nami pa Avstrijci, skoraj da ni razlike, ne, mogoče za kak evro, 2. Dobro delavcev, ne. Ja, seveda, ne. In se vidi, da veliko beračev raje ostaja pri naših vinogradnikih, tudi boljše poskrbljeno, pa je hrana, pa pijača, pa dobra volja in to je to, ne. Dobro, evo, da te spustimo v klet, Ja. ker te bojo verjetno že čakali. Hvala, da si vzel čas. Ja, ni problema. Pa da bo čim boljše teklo, čeprav vemo, da letos pač teče, kakor teče. Sicer pa vmes si še omenil, ne, da ne samo jamramo, letos ni bolezni, ne. Letos pa res ni bolezni, ja. Ker je bilo tako suho in sončno čez poletje. Hvala, gospod Breznik, vabljeni pa tudi poslušalke in poslušalci, da ostanete z nami še 2 do 3 minute, ker vam povemo, kaj berete v Večeru v soboto in v nedeljo. In še opomnik, to ni edina vsebina o trgatvah, ki smo jo pripravili, še marsikaj bo v naslednjih dneh in tednih, ker je to vseeno del naše tradicije. Sicer pa vabljeni tudi na vecer.com, da preberete ostale novice. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, Večer v soboto. Marjan Podobnik je znano ime v slovenski politiki, ki jo je tako ali drugače soustvarjal v zadnjih 40 letih. Kako danes sodeluje z SLS, kakšne ponudbe je dobival kot podpredsednik stranke, pa tudi o tem, zakaj naj bi ga zrušili v skrbno načrtovanem projektu. Čigave so reke, ko je vode premalo, v času izjemne suše, kot je letošnja, so vodostaji nizki. Potrebujejo za pitje, potem kmetje za namakanje, tu so še energetiki, turizem in bitja, ki živijo v njih. Država interese usklajuje z vodnimi dovoljenji, ampak je to dovolj? Stanje v vodnih ekosistemih pa je resnično kaotično, ne zaradi nepredvidljivega delovanja narave, ampak zaradi nas samih, pravi profesor Mihael Toman. Virtsporeš 38 let piše poletne zgodbe mariborskih otrok. Bili smo del 5. izmene in preverili, zakaj se otroci in prostovoljci od zdravnika do vzgojiteljev radi vračajo v Poreč. In še večer v nedeljo Irena Štavdohar v novi knjigi Globoko v gozdu prepleta osebne zgodbe, naravo, umetnost, ljubezen, zgodovino in razmislek o sodobnem človeku. V pogovoru odkrito govori tudi o pisanju, strahu pred neuspehom, potrebi po umiku iz sveta ter o tem, zakaj je lahko upor danes pomembnejši kot kadarkoli prej. Marija Merljak tokrat med soncem in žejo. Če dobro pomislimo, je grozdje sadež sonca. Toda brez vode prav sonce postane njegov sovražnik, kar velja tako za namizno kot vinsko grozdje. A blaga suša za vinarje ni nujno slaba novica.
Artur Švarc piše o skromnih začetkih velikega avtomobilskega imperija. Ford Motor Company je nastal leta 1903, njegov ustanovitelj pa je svoj prvi avtomobil izdelal že 7 let prej. Res da ne povsem sam, imel je 4 kolesa, meril skoraj 2 metra in tehtal vsega 227 kg. Pa še Čopov preblisk za konec: kdor ne dela z dušo, nima poklica, marveč le zaposlitev. Lep vikend želimo.